Živijo, jaz sem Borut Lesjak. Učim meditacijo dihanja in metodo celjenja, ki temelji predvsem na samoljubezni in negi zavesti, zavedanja. In tukaj bi lahko uporabil še marsikatero besedo in izraz in ne bi povedal bistva, ker bistvo je treba izkusiti. Razlog za to, da tole snemam, je, ker dajem v višjo prestavo in se zavedam, da mogoče vsi mi potrebujemo višjo prestavo v smislu več sočutja in več zaupanja v ljubezen. In to je moje mnenje, moj pogled. Kdor se ne strinja, ima drugačno pot, spoštujem vse te pristope in verjamem, da se bomo nekje srečali. Za tiste, ki pa čutite podobno, povem na kratko in kolikor bom lahko enostavno, kaj pravzaprav sploh delamo pri celjenju, kakšne so te naše meditacije, ker sem dobil vpogled in feedback, odziv, da mogoče nimam zadosti jasno niti na spletni strani to predstavljeno in bom dopolnil. Gre za to, da so te meditacije pravzaprav eno najbolj organskih in osnovnih orodij za to, da naredimo izviren premik, kvantni premik, bi se izrazil, pa nočem pravzaprav še bolj zavijati stvari v neko čudno meglo. Ta premik gre za neke vrste premik iz tega, da smo večinoma v nekih starih zgodbah in v glavi, premik v občutke, v telo in v srce. In ta premik je nekaj, kar šele takrat, ko ga opravimo ali pa začnemo opravljati, vemo, kaj to sploh je, kakšno razliko zares naredi v našem življenju. Kako bolj lahko poznamo sebe in se zavedamo, kaj sploh želimo v tem življenju in kako lahko to dosežemo na način, ki je naš. Se pravi, spet je to neka teorija, dokler je samo teorija, to najlažje izkusiš med samo meditacijo. Na kratko pa, če skušam vse ubesediti, razliko, ki jo jaz vidim, je med teorijo pa med prakso. Mnogi govorijo o tem, da ustvariš svoje življenje, o tem, da kar na suho spremeniš svoje probleme v nek mir. In jaz verjamem v to, da je to možno. In za tiste, ki ste meni podobni, verjamem, da nam lahko najbolj pomaga tovrstna meditacija. Mogoče je to lahko najhitrejša ali pa najenostavnejša pot do lažjega in lepšega življenja. No, če je kaj prišlo skozi, bom zelo vesel. V vsakem primeru bom poskusil ponuditi zadosti brezplačnih dogodkov in posnetkov, s katerimi lahko vsak poskus, če je to za vas, zate, in se potem odloči, ali bi naredil naslednji korak, ker v resnici to ni čarobna palčka, s katero bi enkrat zamahnil in bi vse naredil, ampak gre za proces in ja, gre kot povsod v življenju za delo, ki ga je treba opraviti, ni pa treba, da je težko. Res ni treba, lahko je zelo izpolnjujoče delo celjenja in ti že sproti daje zadosti rezultatov, da je vredno vztrajati in da je vsak dan še lažje in že zadosti lepo, kot je, čeprav je še vedno lahko težko in včasih boleče in sploh v teh časih. Kar ponujam s to meditacijo, je večplastno in verjamem, da če iščeš
preprosto sprostitev jo lahko dobiš, lahko samo meditiraš in pozabiš za trenutek na največje tegobe, na bolj na zdrav način, ne kot beg, ampak ne kot zanikanje, ampak kot samo ljubezen, kot objem sebe in podporo, ki si jo daš, da si vzameš čas za sebe, da se zaveš, da stojiš tukaj za sebe, da si tukaj, da si prisoten in da si pripravljen nekaj narediti, zato da se izboljša tvoja situacija. In to je zadosti, že samo to, da si vzameš ta čas za meditacijo in to ti lahko da lepe rezultate. Lahko se zelo sprostiš in umiriš, odpre se ti srce, začutiš upanje, dobiš spet upanje, ustvariš si upanje, tudi v ljubezen, tudi če se počutiš, da nikoli ne boš zaupal ljubezni ali pa ljudem ali pa družbi, čemurkoli že, verjamem, da lahko to upanje spet ustvariš in pridobiš zelo spontano skozi to meditacijo in se sprostiš in spet zadihaš, začutiš moč odločanja, izbire, da lahko pravzaprav si daš dovoljenje živeti polno in iti v tisto smer, ki te kliče, vsaj malo bolj, če že ne 100%. Ti treba prekiniti vsega in vseh odnosov in obrniti vsega za 180 stopinj, sploh ne, nobene drame ni treba. In bolj, ko vstopiš v svojo moč, bolj jasno se tega zavedaš, da greš lahko počasi naprej, da boš najbolj zanesljivo prišel tja, kamor hočeš, ko boš enkrat sploh vedel, kam hočeš in kako. In kdor želi bolj globinsko celjenje, ker res trpi, tako kot poznam iz lastne izkušnje, lahko to celjenje, ta metoda pomaga ustvariti spet zadosti podpore, samoljubezni, občutka varnosti, jasnosti, ljubezni, zaupanja ljubezni, da pogledamo na svoje odnose na drug način, na svojo situacijo na drug način, ni brezizhodna. Verjamem, da je ta interpretacija situacije lahko zelo posebna za tebe v tvojem primeru in obenem verjamem, da ti ta meditacija lahko pomaga narediti naslednji korak, če si pripravljen poskusiti. In res ni treba, da je težko. Prvi korak je lahko zelo enostaven, 7 minut meditacije, enostavne, in potem vidiš, ali je to za tebe ali ni, če ni nič hudega. Več na moji spletni strani ali pa na kakšnem mojem dogodku ponujam več brezplačnih tedenskih meditacij, četrtkih in delo s posnetki. Če karkoli začutiš, pozanivaj se. Hvala lepa in res si želim, da bi v teh časih našli in ustvarili, bom rekel, neko strpnost, več nevtralnosti in treznosti in iskrenosti v tem, da smo pripravljeni poiskati svoj doprinos v tej celoti, tako v smislu obsojanja in drezanja v žerjavcu, kot v pozitivnem smislu, koliko doprinesemo samo s tem, kar smo, s pripravljenostjo in dobrimi nameni in vsako majhno gesto in željo, ki jo pošljemo v eter. Srečno smo povezani. Adijo.